Ja, potem pa jaz kar vabim Evo, če si že tukaj in pripravljena. Lep pozdrav vsem ustvarjalcem. V moji delavnici, oziroma naši, bomo risali z vodenimi barvicami. Zamislila sem si, da bi narisali takšnega metulja, ker se mi zdi, da so vodene barvice malo zapostavljene, ampak so prav zabavne za risati. Kar boste rabili, so vodene barvice, kozarček z vodo, pa čopiči različnih velikosti, papir, časopisni papir oziroma podlaga za papir, pa svinčnik. Pripravite podlogo. Jaz sem vzela časopisni papir in na podlogo daš list. Ker z vodenimi barvicami se rado zgodi, da list prepušča, tako da ne boste imeli mokre mize. No, zdaj prvo bomo naredili obris metulja s svinčnikom, ker obstajajo YouTube posnetki, ki dosti lep pokažejo, kako narisati metulja. Bomo kar tam začeli. Evo. Začnemo pri glavi. Se pravi najprej glava in trup. Jaz sem naredila približno čez tako velikega. Ok, gremo naprej. Tipalke. Ok, krila. Lahko naredite malo po svoje. Saj veste, metulji so različnih oblik in barv. To je samo tak vzorček. Evo, zbavljena, lepo se naredi. Neža, kako vam gre? Odlično. Lepo. Ok, zdaj pa isto ponovimo na drugi strani. Ok, bomo začeli kar z barvanjem. Se pravi, če imate radirko pri sebi, poradirajte tisto, kar ste se zmotili. In si izberite barvo, s katero bi pobarvali metulja. Zdaj tukaj, ker posnetek bomo gledali, je ta gospodična naredila modrega metulja in pride nekaj takega. Jaz sem se pa odločila, da bom zdaj probala z rdečim. Tako da jaz bom zdaj vzela rdečo barvo, vi pa katerokoli vam bo všeč. Lahko pa sprva naredite modrega, da potem naslednjič, ko boste delali, če boste hoteli, da vam bo lažje, da se naučite. V glavnem, naredite zelo tako prosojno modro barvo, v tempera. Jaz nisem uporabila tiste risarske palete, veste. Itak popije papir barvo, tako da kar pobarvajte. Najprej vsa krila. Pa naj bo kar svetla barva, ker bomo potem šli še enkrat čez. Pa ne preveč lista namočiti, če se da. No, na koncu pa tudi trup z isto barvo. Pardon, malo sem zamešala korake. Ok. Zdaj pa pripravite črno barvo in jo zelo namočite. Zdaj pa pogledajte, kaj se bo zgodilo, ko bomo mi isto naredili. Takole ob robovih bomo nakapali malo te črne barve, da se spoji z modro. Mora biti kar vodena. Se pravi, najprej obe strani kril. Če želite, da se lepše spoji z modro, lahko med modro in črno malo s prstom potapkate, da se malo lepše prelije barva. Gremo naprej. Se pravi, zdaj bomo tukaj, ona naredi sicer s črno barvo, potem ni trup, ampak jaz predlagam, da to naredimo s temno modro, zato ker se je že malo nam barva posušila. Ko tale na videu dela hitreje. Vidite, kaj naredite, tako kapnete na sredino trupa. Ali pa zmešate še malo s črno. Pa malo s prstom pol razmašite. Kar tako okoli in okoli, da bo še malo tlele na vrhu kril, okoli glave metulja, da bo tudi malo temneje.
Ok, zdaj pa, če imate, vzemite manjši čopič in črno barvo, malo bolj gosto, se pravi, zdaj smo delali s ful vodeno barvo, zdaj pa malo bolj gosto zamešajte in greste čez tipalke. Čez trup pa predlagam, da gremo na koncu, zato ker nas ima večina še kar moker papir in se bo ful razmazal potem ta trup. Vsaj tako po mojih izkušnjah. Tako da trup pustite za na koncu, tipalke pa lahko naredite že zdaj. Tako da evo, gremo naprej. Zopet z bolj gosto črno barvo, ne toliko vodeno, obrobimo še zgornji del kril. In prav tako s tem tankim čopičem gremo spet nazaj k modri barvi, ampak naredimo bolj gosto. Prej je bila ful vodena barva, zdaj ne sme biti toliko. Ker zdaj bomo naredili še žile na metuljevih krilih. Ko boste imeli pripravljeno barvo, poglejte na ekran, da boste videli, kako se naredi krila. Pa ni treba, da jih naredite čisto, kot jih Ana naredila. Evo, za konec bomo pa še enkrat vzeli tole temno črno barvo in po robovih kril, samo po robovih kril, bomo takole šli še enkrat črno čez. Tukaj morate pa spet vzeti, morate spet zelo vodeno barvo narediti. Tako. Kako vam gre, umetniki? Evo. Zdaj morate pa počakati. Hočem vsi pokazati na kamero, kaj ste uspeli ustvariti. Ja. Pa da se vidi to. Wow, kakšni lepi metulji. Wow. Jaz sem naredila istega modrega, ker sem pozabila, da sem hotela rdečega. Ampak zdaj morate počakati, da se posuši in potem samo tako na robu še z belo tempero naredite pikice, pa klele od spodaj barvaste, jaz sem rdeče, tako da izgleda malo bolj 3D. Samo to morate počakati, da se posuši papir. Hvala, da ste risali z mano, Maru, Neža, Nika, ostalih žal ne vidim. Lepo je bilo. Hvala, Eva, da si se nam pridružila. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.